Spoštovana gospa generalna direktorica, spoštovane sodelavke in sodelavci inštituta, te in prejšnjih generacij, visoki gostje, dame in gospodje. Sprejmite najprej, prosim, moje čestitke in čestitke države ob vašem jubileju z najboljšimi željami za vaše enako uspešno delo v prihodnosti. Zelo sem vesel in počaščen, da ste me, spoštovana generalna direktorica, povabili na to svečanost in da sem lahko nocoj z vami. To ni ne čas, ne priložnost, da bi spregovorili o pogojih v javnem zdravstvu, ki vam bodo tudi v prihodnje omogočali, da boste enako uspešno zdravili ljudi, ki jih bo doletela ta zahrbtna bolezen. Danes je čas, da se tako osebno kot predsednik republike in kolikor mi to položaj omogoča, v imenu vseh naših ljudi zahvalim vam, tistim, ki ste in ustvarjate inštitut danes, napisali imenitno, profesionalno in človeško zgodbo o zdravstveni in vseh drugih vidikih pomoči človeku, ki se s to boleznijo znajde v stiski. Upam, da ne bo izgledalo prepoceni, ampak ena od vaših bolnic je bila nedolgo tudi moja mama. Včeraj sem jo iz UKC-ja, iz pregleda domov, peljal domov in v avtomobilu sem ji bil povedal, da bom nocoj z vami in da vam bom hip zatem podelil, gospa generalna direktorica, tudi priložnostno protokolarno priznanje in je rekla, ma veš, saj si pa jih zaslužijo, ker mi prijemo če in eni umremo in eni preživimo, ma oni pa celo življenje živijo s življenjem in smrtjo. Mislim, da je to ena taka zelo prisrčna izjava, pač ene ženice, ki tako kot mnogi drugi, tudi tisti, ki ne zbolimo, zaupamo v vaše delo. To se mi zdi izjemnega pomena. Sem in tja slišimo, tako kot o vseh nas, ki opravljamo pomembne dolžnosti, tudi kritike. Ampak mislim, da si zlasti na nocojšnji večer zaslužite eno javno priznanje. Ne vem, ali bodo te moje besede ob tej slovesnosti, ob tej svečanosti dovolj, da se slišijo širše. Vendar pa ste vsi, ki delate na inštitutu, od prvega do zadnjega, s svojo profesionalnostjo, svojim dobrim srcem, pa tudi s čisto elementarno pozornostjo do ljudi, ki pridejo na vaše hodnike v stiski, da ste z njimi in prijazni in profesionalni. Gospa generalna direktorica, ali vas smem povabiti na oder? Danes sem prišel zato, da danes je tudi državni praznik, vam vročim to protokolarno priznanje. To je slovenska zastava, znak naše enotnosti. V zadnjih 2 letih in pol, od 25. obletnice razglasitve naše države, jo podeljujem vsem tistim posameznikom in organizacijam, ki so storili bodisi veliko za to, da smo kot narod in država bolj povezani, ali pa zato, da smo preprosto boljša družba. Zdi se mi, da si Onkološki inštitut zasluži ta izraz hvaležnosti. Danes je tudi sicer zelo, kot sem vam prej dejal v nevezanem pogovoru, tak edinstven dan. To zastavo prvič podeljujem 2-krat v enem dnevu, danes dopoldan jo je dobila prva generalica, generalmajorka v slovenski vojaški zgodovini. To je poseben prelom, ki govori veliko o varnosti naše države. Vi pa, s tem, ko boste sprejeli ta izraz hvaležnosti, veliko o zdravstveni varnosti naše države. Še enkrat bi vam rad osebno povedal, da vam ljudje zaupamo, da razumemo, da se znajdete v profesionalnih dilemah, kjer je morda narava močnejša od vas, tudi zaradi narave bolezni, ki jo zdravite,
da se lahko vselej zanesemo na vašo visoko profesionalnost in etičnost in da ne gre tukaj samo za tiste, ki so bili vaši pacienti, ampak tudi za tiste, ki nismo bili ali pa utegnemo biti. V Onkološkem inštitutu, ki danes praznuje častitljivo starost, vidimo zgodbo o velikem uspehu, predvsem pa vidimo vas, ljudi, ki se vam vedno prepustimo v zdravljenje, v prepričanju, da boste storili vse po najboljših močeh, da nam pri tem pomagate. Sprejmite, prosim, izraze moje hvaležnosti in hvaležnosti države za vse, kar počnete in kar boste počeli za najboljšimi željami. Čestitke. Spoštovani predsednik, iskreno se vam zahvaljujem za vse besede. Vse, kar ste povedali, je res. Zahvaljujem se vam v imenu vseh zaposlenih, sedanjih in tudi vseh bivših zaposlenih, ki so prispevali k temu, da je naša zgodba uspešna in bo taka tudi v bodoče. To vam obljubljamo. Hvala lepa.